Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je danes z mano zanimiva gostja. Namreč zase praviš, Polona, da rada pišeš, ustvarjaš, tudi tukaj imava nekaj knjig, 2 slovenski, 1 angleška. In nenazadnje, se pravi, tvoje področje je marketing, prodaja, pisanje, se pravi, spraviti neko sporočilo, vsebino na koncu do kupca, v tem primeru tudi do bralca. Danes zase raje rečeš, da si podjetnica, tako da lepo pozdravljena v moji družbi. Zdravo, živijo, Andrej. Živijo. Vseeno, mene vedno na začetku tako zanima, pa tudi gledalce, poslušalce, kje si dobila tisti prvi navdih, se pravi, da si začela malo bolj raziskovati to pisanje? Ja, zdaj, če brskam nazaj, ne po spominu, ker je to že dolgo nazaj, ampak meni se zdi, da je bilo kar to nekak del mene ves čas. Mogoče se rodiš s tem, ne toliko pisanje, ampak enostavno ta želja, to, kar se v moji glavi dogaja, to, kar jaz razmišljam, kako na najbolj preprost način skomunicirati, da me bojo slišali. Ker videla sem kot majhen otrok, da mene ne sliši vsak, ne? In da me odrasli sploh ne poslušajo. Okay. In sem želela, da me slišijo. In če želim, da me slišijo, to ne pomeni, da vpijem, da se derem, da jočem, ampak moram na prav način pokazati, kaj si jaz želim. Oziroma, da bo on videl, zakaj je to dobro, da me posluša odrasel, ne. To je tisti največ spomin, ki ga imam, no. Pa pravljice sem rada brala, ves čas. Okay. Brala sama ali ti je nekdo bral? Verjetno mi je na začetku to bral. Neka spodbuda je zagotovo. Ja, mislim, moja mama je drugače defektologinja in ona je vedno delala z duševno prizadetimi ljudmi in vedno mi je pravila, zdrava si, zmoreš več. To je bilo vedno pravilo in vedno se je z nama tudi zelo ukvarjala sestro, te didaktične vaje. Skratka, pri nama je bilo vedno se je nekaj delalo, ne, tako v smislu. Tako da, pa pravljicam je bilo fajn, že s tem pripovedovanjem pravljic, ki ti mama pripoveduje, ali pa stara mama, recimo, naprimer te zgodbe, že svetopisemske zgodbe so mi bile zanimive, ne. In ker se mi zdi, da majčkeno greš v to svojo domišljijo in lahko odkrivaš te druge svetove, tudi če si malo slabe volje ali pa če ni vse tako, in je super, ne. To je super. Okej, ampak vseeno, recimo, marsikdo, veš, se pravi, ne zna pomisliti, recimo, ne vem, pri 15, 16, tudi mogoče kasneje, pri 20, kaj bi on v življenju zares počel, ne? Tudi sam, bom rekel, sem kar nekajkrat vmes zamenjal karierno področje, ne? In to v bistvu so neke stopničke, ki jih v bistvu zlagamo skupaj in pri tebi pa se vseeno ta pisana beseda se te kar drži. Kaj po tvoje tisti del razloga v ozadju, da... Saj to si dobro rekel, se me kar drži, sam misliš, že sem jaz vedela, ko bom jaz. Verjamem, da nisi. Jaz sem sam vedela, če zdaj pogledam, naprimer, pa tudi, kdaj mentoriram ali pa delam z mladimi, recimo, kaj je tisto, se ni tako važno, da ti veš, ne vem, zdaj bom pa jaz zdravnik ali pa zdaj bom pa prodajalec ali pa... Meni se je vmes 100-krat zamenjalo, ko si že vem. Jaz sem hotela biti prodajalka, zato ker se mi je zdelo, da one skozi to salamo zastonj nejo tam, naprimer. In meni so se želje non-stop menjale, ne, pa veterinarka, da bom lahkužka imela, skratka, kot otrok se ti itak več želja menja. In kaj pa zdaj tisto, da ti veš, jaz mislim, pri meni je bilo predvsem občutek. In meni je kompas moj občutek. Kdaj sem jaz najbolj v resnici sama sabo. In meni je bil skozi kompas ta svoboda, moja svoboda, da jaz v nečem res se dobro počutim. In jaz mislim, da tudi zdaj novodobni otroci, ki bojo, mislim, da jih mi starši ne smemo omejevati, mi jim moramo dati možnost, da počnejo čim več stvari, ker konec koncev, če ti ne boš poskusil čim več stvari, si ne boš vedel, kaj te veseli. In jaz sem imela izredno srečo, da sta me starša in okolica tako spodbujala, da sem lahko igrala violino, klavir, bobne,
pela v pevskem zboru, slikala, pisala, skratka delala, konec koncev smo ustvarjala. In ti pol vidiš, te na nek način pelje, ampak mislim pa, da je najbolj važen ta občutek, da veš, jaz sem si skozi želela biti svobodna, pa se pravi, imeti tisti občutek, da jaz upravljam s svojim življenjem. To me je gnalo naprej. Pa slišana biti. Ok, pa slišana biti. Vseeno, mogoče nekateri vejo, mogoče ne, tudi ko bojo pogooglali kaj v tebi, bojo zagotovo prišli do podatka, da si prva državna prvakinja v direktnem marketingu. In iz tega bi ti jaz postavil vprašanje na način, malo vseeno pa je tudi tekmovalnost v tebi verjetno, ne? Ker v končni fazi prodaja je na nek način, se pravi, tekmovanje, tekmuješ, če ne na drug način, saj s konkurenco, se pravi, da boš bolj viden, da bo in tako naprej, ne? Kako bi to pri sebi definirala? Si tekmovalna oseba? Ja, sigurno. Verjetno včasih še bolj kot, jaz bi rekla, da ta tekmovalnost je verjetno tudi bil ta motor, ne, da greš naprej, kar se mi ne zdi nič slabega. Sicer je to, ta prodaja, podjetništvo, sam veš, to je zelo moška energija, moški svet. Ni pa to, da moraš na nek način, pol vidiš s časom tekmovalnost v smislu ne zdaj, da drugim naprvošiš, ne, ampak pokazati sam sebi, da zmoreš. Bolj iz tega vidika je mene gnalo. Ne tisto, mene ne boli, če vidim, da je nekdo boljši od mene. Se vprašam, kje pa lahko jaz še naredim, da bom to dosegla. Skratka, ne zbudi se mi ljubosumje, ampak me ta tekmovalna žene naprej, kje imam jaz še razdaljo, se pravi ta gap, da lahko še napredujem. In zato je fajn, ne vem, tudi tako, ko pravijo, fajn se mi zdi, da imaš okrog sebe tudi ljudi, ki te malo prehitevajo, da te malo skozi iz cone udobja spravijo. Je pa res, tako kot si sam rekel, prodaja, konkurenca, vse to, to je zelo taka moška tekmovalnost, se pravi, meni se zdi, da je to tako, če bi preslikal včasih, ko so bile vojne, ko so se borili med sabo, zdaj pa ta hustling, ne, biznis, ne, da je to isto, no. In pač, če si v podjetništvu, moraš imeti malo tega v sebi, ja. Vsekakor, da se pravi, brez te neke želje biti malo drugačen, a ne? Ker v končni fazi se na osnovi tega nas prepoznajo, se pravi, stranke na drugačen način, a ne? Eno blagovno znamko med drugo in tako naprej. Pa upati si biti drugačen. Tako. In ti si zagotovo ena izmed takšnih, ki si upaš biti drugačna, a ne? Ja. Me pa vseeno zanima, kaj pa je bil razlog oziroma kje si sploh prišla do ideje, da se prijaviš na to tekmovanje za direktni marketing? Na to tekmovanje, to je v bistvu vsaka čast z vsem spoštovanjem Alešu Liscu. On je bil takrat res tisti tudi pionir, jaz sem se od njega toliko učila, vse prebrala, vse tiste tečaje. On je bil takrat edini, ki je imel ta direktni marketing, ta ameriški sistem, ki je prišel potem k nam. Jaz sem že delala na Studiu Moderna, se pravi na Dormeju. Smo postavljali to zgodbo, ne, ki je danes zelo znana. In sem šla čisto iz tega, to bilo pa fajn, da se prijavim, ne. In se nas je tudi več iz podjetja takrat prijavilo, ker mi smo bili podjetje za direktni marketing, ne. Mi smo bili prvi, ki smo naredili ta DRTV. Je to bilo zate strokovno izobraževanje oziroma? Ja, pa hkrati spet, meni se zdi pa, da nekaj znam, če sem že toliko prodala s temi direktnimi poštami, postavljali smo internet takrat prvi, e-mailing smo bili prvi. Skratka, vse te stvari smo bili nekako pionirji in sem rekla, pa grem na ta. In res je bilo tako moški, ne, po večini so bili tudi takrat tako prijavljeni, mislim, da je bilo enih 76 jih je tekmovali. In pa smo tekmovali na resničnih primerih, kdo bo več prodal, ne. In ja, dober občutke, ne, ko vidiš, da jih malo šišaš. Ok. V nadaljevanju bova midva malo več tudi povedala, se pravi, o tem tvojem kreativnem pisanju, ki se reflektira tudi skozi knjigi. Tako da jaz se veselim najinega nadaljnega pogovora. Vi pa naj jo spremljajte in kmalu bomo spet nazaj. Srečal sem že ogromno posameznikov, ampak včasih
se pravi, je v naših glavah teh ogromno različnih zgodb. In enostavno se jih ljudje ne opogumijo. Tudi prej si sama omenila pogum, da moraš biti malo pogumen. Za eno knjigo mi je razumljivo, se pravi, šla si čez malo bolj zahtevno osebnostno preizkušnjo v življenju in ti je zagotovo, bom rekel, to tudi bil kot en pripomoček, da si sebi olajšala mogoče razmišljanje, reflektirala skozi knjigo. Kaj lahko poveš kaj o tem, se pravi, o knjigi, o prvi knjigi, ja, ki razloži ločitev. Tako. Ravno to se mi zdi, če se zdaj bom izhajala iz prodaje, ne? Prodaja vedno imaš problem, iščeš rešitev, ne? Ne prodajamo izdelka, prodajamo rešitev, prodajamo sanje ali pa strah, skratka. In se konec koncev dobra knjiga izhaja vedno iz nekega triggerja, ki ti sproži, zakaj neko sporočilo želiš predati, ne? In dobre stvari, dobre zgodbe, konec koncev so zmeraj iskrene. In če ti si lahko, kot pisatelj, lahko vedno izhajaš iz drugih, lahko povzameš, lahko ni nujno, da pišeš iz svojih izkušenj, ne? Ampak pomembna je ta iskrenost, ne? In tisto sporočilo, ki ga daš. In pri meni sigurno je bilo, jaz sem otrok ločenih staršev, sama sem šla tudi skozi to izkušnjo in enostavno tudi tisto, ko začutiš, ko si rečeš, tole bom napisala, ne? Ne, to je spontano prišlo. Samo če jaz prav razumem, se pravi, ta zgodba se je pletla že prej. Menda si jo pripovedovala kot pravljico hčerki, ja, ne? In v bistvu, kaj pa je bil tisti potem trenutek, da si pa vseeno rekla, jaz pa želim to dati tudi svetu? Pogum. Pogum. Ja, zdaj, če imava rdečo nit, izgleda, da bo pogum. Ja. In jaz sem pravljica, se pravim, jaz odraščam s temi zgodbami, tako so meni pripovedovali pravljice, sem otrok pravljic in sem tudi sama vedno pripovedujem, si izmišljujem pravljice, beremo knjige. In ena od teh je bila, ko me je hči začela spraševati, zakaj ne živimo skupaj, to je tipično vprašanje vseh ločenih staršev, ne, ki ga dobimo. In sem mi začela, kako bi jaz zdaj to razlagala, ne da bi obremenjevala, ne, pa glej, pa to, ker to otrok, itak ga ne smemo s tem bremeniti. No in je prišel do te pravljice in se mi je zdelo vredno nekako jo dati potem v knjigo. Je res, da sem se posvetovala tudi z Markom Juhantom prej in mi je dal nek tak žegan, je rekel, Polona, tole pa dobro, ne, ker a je to sploh vredno ali se to samo meni zdi, ne, da je v redu, ne, a je to vredno dati v svet. Zdaj si omenila, se pravi, strokovnjaka iz, se pravi, tega področja, ki je, in to se mi zdi smiselno, ne, ker ljudje danes marsikoga kaj vprašajo, a misliš, da bi bilo to fajn, da bi mi to prodajali, zdaj bom šel malo na prodajo, ne, in lahko doživimo različne, se pravi, povratne informacije. Enkrat reče, to je brez veze, uno tretjo, ne. Ampak vseeno se mi zdi smiselno, da malo tudi rečeva, ker kaj ti tudi za samo kariero je smiselno, ne, se vprašati, koga pa je res zdaj smiselno, da ga jaz vprašam za neko mnenje, ker v končni fazi je lahko to velik preboj, ne, tako v negativno, lahko pa v pozitivno smer, ne. Jeziček na tehnici ti je lahko, ne? Ja. Ja, kako pravzaprav najti pravega mentorja, ne? To je ta izziv, ne? Ja. Ker dobro je, da imaš mentorje, ne, v svojem življenju. Tudi jaz zdaj, ko gledam, ne, jaz sem imela veliko srečo, da sem imela v svojem življenju v pravem času prave ljudi, prave mentorje, prave kovče in pa imaš tudi včasih občutek, da prerasteš, ne, mogoče tudi mentorja, kovča in spet greš naprej. Zdaj pa, ja, na kak način se obrniti, pravega vprašati, jaz tukaj, ko imam tudi delavnice, ne, za marketing pa za prodajo, ne, pa ko zgodbe delamo na začetku produktov, pa na kak način, jaz pravim, čim manj doma sprašujte. Čim manj doma sprašujte ljudi, ki vas poznajo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da od okolice, pa ni nujno, da ne bom delala zdaj katero krivico, ampak oni vas vidijo v enem drugačnem svetu in ponavadi se vedno začnejo mogoče te dvomi, ne, pa ko se boš zdaj s tem ukvarjal, pa saj to je brez veze, to je težko, pa glej, koliko je tega na trgu.
Se je vedno težko na začetku, vedno je treba veliko energije dati. Ne? In ti rabiš takrat spodbudo ljudi, za katere veš, da ti bojo podžigali tvoj ogenj. Ne? In zato je fajn, ne vem, če je neko področje, če greš zdaj podjetništvo, si moraš najti coacha, za katerega vidiš, da ima neke uspešne zgodbe, da je coachal neke uspešne podjetnike, da najdeš nekoga, za katerega veš, da bi rabil njegovo sporočilo. No? Na ta način. Sam domače, čim manj poslušaš. Ravno iz tega razloga, veš, Polona, ne, se pravi, najbolj klasična coaching vprašanja so, se pravi, kje si to slišal, a ne? Pa kdo ti je to povedal, a ne? Ja. Ker od tega so odvisni naslednji koraki, se pravi, kdo to pravi, a ne? In seveda, recimo, se tudi sam kot starš, ne, dosti razmišljam o tem, ne, se pravi, res je treba dati spodbudo. In jaz se spomnim, ko sem z najmlajšim, mislim, zdaj je najstarejši, takrat je bil ravno v teh, se pravi, najstniških letih in sva se pogovarjala, se kolej, za karkoli se boš v življenju odločil, imaš mojo podporo. Zagotovo ti bom postavil kakšno podvprašanje, zato da bo tisto pač še bolj razdeljevala, a ne? Ampak v osnovi se mi zdi to ključ, ne? Ta podpora, ker v končni fazi tega vidimo ogromno, ne, da ravno to, kar si sama tudi rekla, da najbližja okolica, ne, na katero posamezniki ponavadi najbolj računamo, ne, ti pa reče ne. In včasih se zgodi ta psihološki moment, ne, ker očitno nas želijo varovati. Ja, jaz nisem, a ne, in zdaj boš ti malo boljši od mene, ampak to je evolucija, ne, to je razvoj. Ravno to, ne. Pa tudi mogoče ta strah, ne, kaj če mu ne bo, pa bo potem žalosten ali pa kakšne take stvari. Ja, obvarovati, no, ne to, da bi hoteli škodovati, bolj vidimo o tem obvarovati, ne. Ja. Če pa greva zdaj na drugo knjigo, ki praviš, da je popolnoma, se pravi, tudi vsebinsko malo drugačna, se pravi, z naslovom Odklopi srečo. Vklopi življenje. Odklopi srečo, vklopi življenje. Vklopi življenje. Daj nam povej, kaj te zagotovo je to tema, ki zanima vse nas, ne samo naju, tudi druge. Ja, to pa tako, če bi na kratko, tukaj je mogoče malo težje povedati, ker tukaj ni problem pa rešitev, tako kot pri prvi knjigi. Ta knjiga je bolj nastala res ti z dušo, bi rekla, in namenjena je bila takrat v bistvu, tako sem imela eno žensko, ki je obremenjena, koliko mora biti popolna, ker danes smo ženske kar pod velikim pritiskom, ne glede na, tudi moški, ampak pustimo, imamo premalo časa. Vsak po svoje, ne, ampak ta špikas pulover popolne sreče, ne. In zdaj je ta miselnost, da si ti posameznik individualno res sam odgovoren za to, da boš srečen. In ta burden, to breme, ki ti nosiš, in če ti nisi popolno srečen, pa popoln, pa na vseh področjih superioren, potem je s tabo nekaj narobe. In potem seveda še družbena omrežja, ki vidiš, da so vsi happy, super fajn, vsi potujejo, vsi so nasmejani, brez gub, skratka, ja, pa ni čuden, da pride, da je čezdalje več anksioznosti, da je čezdalje več depresije, tudi med mladimi, bežanje od realnosti, skratka, in ta knjiga je bila namenjena pravzaprav iskanju svoje resnice. To, kar je tudi jaz skozi celo življenje, tisto, kar je mene gnalo, se mi zdi, kaj je zdaj moja resnica, kaj pa lahko v različnih obdobjih drugačna. Skratka, da ti ostajaš zvest samo sebi, ne glede na to, kaj se ti zunaj dogaja. In potem to opisujem skozi simboliko. Ker meni največji gušt mi je delati res take kompleksne, zapletene, tudi moje psihoterapevtske teme, da to tak simpel, simboličen, mogoče arhetipski način, bi rekel Jung, da jih lahko bere otrok, se pravi, knjigo lahko bereš 7-letnemu otroku ali pa jo razume babica, ne, tak koncept. No, in pol se sprehajam skozi simboliko, ne, klovna, ta recimo z železniško postajo dam simboliko, v bistvu, kako imamo veliko ljudi, veliko poznanih, veliko vsega, pa hkrati smo osamljeni lahko, ne. Skozi te simbolike opisujem te občutke, čustva in na koncu seveda pride do neke eskalacije, nekega razodetja v smislu
it's okay to be me, ne? V redu je, da sem jaz, pa tudi če sem sama, nimam partnerja, nimam toliko všečkov na družbenih omrežjih, v redu je. Super, Polona, odlično izhodišče. Jaz pa bom v nadaljevanju, ko nadaljujemo, izkoristil in povezal ravno na besede, ki jih najbolj ne maraš. Verjetno že veš, o čem govorim, ampak je povezavi s to vsebino. Tako da vidimo se čez nekaj trenutkov. Prejšnji del sva zaključila s to debato o tej simboliki na koncu, ne, železniške postaje. Se pravi, na železniški postaji ogromno ljudi, se pravi, eni grejo na vlak, eni z vlaka, ampak hkrati pa smo mi sami, ne. Se pravi, da ostanemo res pri sebi, da smo to, kar smo, ne. Hkrati pa sem na tvoji spletni strani prebral, ne, da če ti nekdo vošči za rojstni dan, se pravi, vse najboljše in bodi še naprej takšna, kot si, ne, da te to malo podžge. Pa dajva malo tudi to, skozi to simboliko malo povedati, kaj se kaj dogaja. Ja, ne samo pri tebi, ne, tudi pri drugih, ne. Saj, da ne bo narobe. Jaz sem zelo vesela, če mi kdo vošči za rojstni dan, ampak ja, tako, kaj se takrat, mislim, v svoji glavi rada bi pokazala s tem, da mislim, da en dan nismo isti, ko smo naslednji, ne, in pol že misliš, da ostani tak, ko si, pa zakaj, jaz se želim spreminjati. Ta resnica, ki sem jo jaz imela pred 10 leti, ni enaka tej, ki jo imam danes, ne? In to je fajn, zaradi tega, ker lahko jaz izboljšam svoj pogled na svet, konec koncev želim si ga izboljšati, želim sebe spreminjati, želim biti jaz boljši človek. In v tem smislu je to mišljeno, skratka, želim se učiti kot radovedno dete, non-stop gledati, naredim napako, ja, ups, grem naprej, da se taka napaka mogoče ne bi več ponovila. No? Tukaj je ravno skozi to kariero, ne, skozi katero se sprehajamo, ali pa skozi, se pravi, po naši življenjski poti, je ravno to, ne, ko si prvič rečemo, ne, tako kot sem, zdaj bom malo bil kontradiktoren, ne, tako kot sem čist okej, a ne, je v bistvu takrat se naš razvoj začne ustavljati. A ne, takrat si ga v bistvu spozicioniramo, se pravi neko našo varno, a ne, to škatlico, a ne. Ja, cona udobja, ne, nekako. Cona udobja, a ne, in v bistvu tu ni cona napredka, a ne. In sej bom tudi navezal zdaj to naprej, ne, ni nujno, se pravi, da moramo mi, recimo, mi lahko karierno dosežemo nekaj in si res lahko rečemo, s tem sem pa res zadovoljen. To je to, kar sem, ne vem, celo življenje ali pa 10, 15, 20 let stremel k temu in je to okej. Sam nikjer ne piše, da mi, se pravi, to svojo strast napredka ne moramo dati še na kakšno drugo področje, ne? Se pravi, če bi zdaj gledali kot krog življenja, saj imamo več področji, ne? Imamo, se pravi, odnos s samim sabo, imamo družino, imamo prijatelje, imamo, se pravi, službeni del, ne? In tukaj, ne, ljudje ponavadi to razumejo, okej, samo eno področje, ne? Ja, teh področij je lahko več, ne? Tudi to, pa tudi na enem področju, to sem na začetku že rekla, ne, jaz mislim, da ima človek lahko več različnih karier. Tudi ni nujno, naprimer, da nekdo začne v marketingu, zakaj ne bi odprla pol kozmetičnega salona ali pa gostilne, konec koncev, ne, ta omejevanje, ne, samim sabo. Pa še to, kaj mene je tudi moj coach naučil, uživati, dopustiti si uživati v svojih dosežkih. Ker mislim, da smo prevečkrat obremenjeni s tem, da kar ni dovolj. Odvisen kak tip človeka si tudi, ne. Enem je hit dovolj, enem pa nikoli ni dovolj, ne. Ja. In da si pustiš surfati na teh valovih sreče, bi rekla, pa si reči, res je, dobro sem naredil, ampak hkrati si želeti še nove stvari, sanjati o novih stvarih in pustiti, da te pot pelje še do tja. Ampak ne s krčem, z nekim prešerjem, pa da si zdaj sam sebe stresiraš, pa zdaj še nisem tam, pa mi ne bo ratalo, pa zdaj, ko gledam, ko so fantje, tako obremenjeni obogateti, ne, ker zdaj je to nek
ratu, ne pa, ne vem, pa $1 million biznis imeti, pa take stvari. Tako, to bi pa navezala naprej. Najditi mogoče sebe razbremeniti v tem, da si najdeš še druge vrednote v smislu, da je tukaj mogoče bogastvo še marsikaj drugega, kot pa sam denar, ne? Jaz vidim tukaj dva momenta, ne, sploh pri mladih, ne, ker tudi starejši sin je, se pravi, zdaj zaključil gimnazijo in ga tudi zanima podjetništvo in vse to, ne. In to je, ja, ne, na nek način, se pravi, to obdobje, kjer se ti še učiš, še razvijaš, ne, hkrati je pa to v bistvu, dokler si, ne vem, v narekovaju priklopljen na starše, je najbolj fajn, ne. Ker v bistvu si najbolj varen, ne, tudi če narediš neko napako, če ti spodleti pač. Safety net imaš, ne, v bistvu mrežo zaščitno. In iz tega stališča, ne, mlade popolnoma razumemo, ne. Se pravi, če gledamo, da pač razmišljajo o tem, ok, do 30 si naredim neko kariero, neke stvari si postavim, ne. Vse v bistvu to bi lahko rekli skozi metafora, ne, najprej štalca, pol kravca, ne, je v bistvu tudi čisto super, a ne. Je pa res, da seveda živimo v popolnoma drugačnem svetu, kot je bil 20, 30, 40 let nazaj, ne, in se vse stvari toliko hitreje dogajajo, ne. Ja, pa informacij imajo več, kot sva jih imela midva veliko, v tej starosti, ne. Veliko, če tako pogledamo, včasih si rabil, ne vem, 2 tedna, da si potrdil neko kreativo, pa si match print nesel kaj v tiskarno, pa preden si to skomuniciral. Danes imaš pa že na WhatsAppu, na Viberu, na Slacku ti sporočila, da moraš potrditi to. Informacije so hitrejše, pretok, mi, skratka, enostavno in ja, lahko je tudi stresno, ne, pol to vse skupaj in če ti sebe ne spreminjaš s tem, ampak hkrati, da se ne stresiraš in da si dopustiš tudi dihati, ne, ob vsem teh. Ne samo, da hlepiš. Se prej si lepo rekla, se pravi, to v bistvu surfanje na valovih, a ne? Jaz pravim, surfanje na valovih sreče, ne? Na valovih sreče, ja. V tem smislu, ne, ampak če mi imamo vizijo, se pravi, kaj si mi želimo, zdaj pa to je lahko v odnosu, v poslu, a ne, potem jaz dosti raziskujem, pa to je v bistvu eno področje, v katerega sem zaljubljen, se pravi, te visoke učinkovitosti, a ne, in recimo tukaj eno temeljno vprašanje je, ne, zakaj nekateri timi ali pa posamezniki, ne, na dolgi rok, a ne, so srečni in zadovoljni, ne, in je ravno iz tega stališča, ne, ker ne glede na to, da ti veš, aha, ok, jaz sem mogoče zdaj šele na tretjini poti, samo sem hvaležen. Se pravi, tej izkušnji, ki sem jo na tej tretjini spoznal, kar sem se naučil in se veselim, kaj me čaka v naslednji tretjini, ne. Ja. In ravno to je to, ne. Pa to, surfanje na valovih. Na valovih, ja, ampak to je tisto, jaz mislim, da je tukaj ključno vrednoto, da jo moraš šteti. Jaz sem, pravim zase, ne vem, je to sreča ali na kak način, da sem že toliko zgodaj, kaj si želim in jaz točno vem, kaj si želim, čeprav skozi spoznavam, česa si ne želim, ta občutek svobode. In meni je to močen notranji motivator, meni je denar svoboda. Jaz si ne želim bogastva v smislu bogastva, denarja, ne vem kaj, jaz si želim denar zaradi svobode. Meni denar prinaša svobodo. Jaz denar vidim kot energijo, kot transakcijo, ki meni omogoča moj način življenja. Tako. Moje delo je moja svoboda. Tako. In recimo tudi to, ne, ko si rekla, se pravi, imaš tudi z mladimi recimo delavnice in nekaj smo se tudi pred snemanjem pogovarjali o tem. V prometni konici. Ja, je tudi to, ne, pa ljudje res, imaš občutek, da razumejo svoje vrednote? Fajn je to pa navezujemo se na to, fajn si je najditi mentorja v določenih, neke svetilnike, jaz rečem, ki ti pokažejo na razpotih, na ključnih razpotih pravo pot. In ko ti razdelaš svoje vrednote, jaz rečemo tudi zase, kdo sem jaz. Tudi kdo sem jaz. In zase, če me ponoči vprašaš, poštena, prijazna, pogumna, vztrajna, strastna. Teh 5 se mi ne bo spreminjalo skozi celo življenje. In če sem jaz pred kako težko odločitvijo, če imam neko težko zadevo, a je v skladu to s temi mojimi vrednotami.
In da to raziščeš, je pa fajn imeti mentore, pa fajn je na kak coaching, na kak tečaj, se povezovati, pogovarjati, mrežiti konec koncev. Spoznati ljudi, ki ti v življenju so neki vzorniki, jih vprašati, pogumno iti naprej, no, na ta način, da ti veš, kdo pravzaprav si kaj najbolj rezonira sam. Mislim, kaj so tvoje vrednote zares? Tako. Ok, Polona, najin čas teče zelo hitro in počasi se približujeva najinemu zaključnemu delu, pa vseeno, da si dovoliva recimo narediti nek povzetek, predvsem iz tvoje perspektive, kako bi lahko povzela, ne vem, kakšen nasvet, dva za gledalce, poslušalce. Mava nit je najna je bila pogum, definitivno. Pogum sigurno, ja. Imam pa en svoj rek, ki ga imam že tudi tako, sem si ga razdelala, pa se mi zdi, da zmeri drži, da ene sanje se uresničijo, ene pa malo kasneje. Polona, hvala, zelo prijetno mi je bilo kramljati s tabo, tako da se veselim, da še v kakšni drugi priložnosti še kaj nadgradiva, tako da, dragi poslušalci, dragi gledalke, kmalu spet, se pravi naslednji teden, naslednji torek, skupaj z vami v oddaji Moja kariera, kjer bo z mano zagotovo tudi kakšen nov, zanimiv gost ali gostja. Pustite se presenetiti. Hvala.